Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in lepo pozdravljeni. Smo v času vrhunca poletne sezone. Zato smo obiskali turizem Kranjska Gora in RTC Žičnica Kranjska Gora. Avgust je, kar zadeva nezimskih mesecev, seveda najbolj pester, kar zadeva turističnega gospodarstva. Kranjsko Goro v tem času obišče veliko turistov oziroma obiskovalcev. Pri turizmu Kranjska Gora poskrbijo tudi za poletne prireditve. Nekaj glavnih je že za nami, nekaj jih še pride na vrsto. Več o tem nam je povedal direktor turizma Kranjska Gora, Blaž Veber. Poletna sezona je nekako na vrhuncu. Lahko rečem, da se v turizmu Kranjska Gora že preko celega poletja trudimo, da bi bilo čim več aktivnosti oziroma dogajanja tako v kraju kot v okolici. Lahko rečem, da vse prireditve, ki so se dogodile v letošnjem letu, so bile zelo dobro obiskane in pa kar odmevne, začenši z Goni Ponim, pa potem z IXS festivalom. Tudi kolesarska dirka Alpe Adria festival, mislim, da je bila letos kar zelo uspešna. Organizirali smo jo sicer v enem dnevu, nekoliko drugačen koncept, ki mislim, da bo tudi v nadalje zelo uspešen. Seveda je bil vrhunec letošnjega dogajanja v sami Kranjski Gori, ruski vikend, stoletnica Ruske kapelice. O tem je bilo že veliko govora, pa mogoče vseeno v sklopu samega dogajanja smo skupaj z občino Kranjska Gora uspeli v Parku miru urediti tudi informacijske table, ki govorijo o sami gradnji ruske ceste na Vršič. Pa potem v sklopu samega dogajanja v Ruski kapelici smo organizirali zelo lep koncert v dvorani Vitranc z ansamblom Rus, ki je bil tudi zelo dobro obiskan. Seveda poletje je ponudilo še marsikaj, ne smemo pozabiti omeniti filmskega festivala, prvega mednarodnega v Kranjski Gori, ki mislim, da je bil v vsem svojih 9 dneh izredno dobro obiskan in mislim, da ima zelo velik potencial tudi za naprej. Seveda pa ne počivamo, konec tega tedna se nam obetajo kar nekaj velikih prireditev, Zgornjesavski piknik, Pavaški dan v Ratečah in pa potem 20. avgusta, ko bomo v Jasni organizirali ponovno že tretjič kulinarični dan in sicer smo ga poimenovali Olimpij Jasna, vsi vljudno vabljeni, vse bo v znamenju nekako Brazilije oziroma olimpijskih iger, bogata ponudba hrane, pijače, glasba. Prišle bodo tudi plesalke, vse skupaj bomo na koncu nekako začinili s tekmo med sodelujočimi ekipami, ki jih bodo sestavljali gostinski ponudniki iz Zgornjesavske doline. Potem pa poletje nekako končamo tradicionalno z vzponom na Vršič in pa pohodom na Tromejo, tako da mislim, da vsi, ki ste kakorkoli udeleženi v dogajanju v Kranjski Gori, vam ne bo dolg čas. Pri RTC Žičnice Kranjska Gora niso aktivni samo po zimi. Tudi poleti skrbijo za to, da imajo gosti na voljo veliko aktivnosti. Na voljo so adrenalinska doživetja in tematski park za najmlajše. O tem, kako so na Žičnici Kranjska Gora zadovoljni z obiskom, pa več Klavdija Gomboc. Poletna turistična sezona se preveša v drugo polovico. Z obiskom na naših poletnih aktivnostih smo zadovoljni. Res je, da nam je v mesecu juliju nekoliko ponagajalo vreme, seveda pa upamo, da bodo tudi ti praznični dnevi, ki so pred nami, sončno obarvani, tako da bomo lahko z našo sedežnico prepeljali čim več obiskovalcev, željnih obiska vrha Vitranca oziroma Bedančeve koče, poletnega sankališča, kolesarskega parka, poletne tube in pa seveda naših novih pridobitev orientacijskega parka in tematskega parka, ki se nahajajo na pobočjih zgornje postaje Vitranca 1. Glavnina turistov prihaja iz Slovenije, je pa seveda res, da smo opazili tudi mi v našem podjetju, da imamo tudi vedno več tujih obiskovalcev. Vozijo nam avtobuse Maltežanov tako iz Bleda kot tudi iz Ljubljane. Tukaj dobro sodelujemo na nivoju območja Julijskih Alp in smo veseli, da lahko lepote naše doline predstavimo tudi širšemu območju stacionarnih gostov, ki bivajo tako v Ljubljani kot seveda tudi v Bohinju, na Bledu in pa v Sotočju. In zdaj smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu.
Jutri, torej v ponedeljek, bo na sporedu tradicionalni, že 23. vaški dan v Ratečah. Program se bo začel ob 14:30 s kulturno-etnološkim programom s prevodom narodnih noš, prikazom starih kmečkih opravil in nastopom godbena pihala, pevskega zbora, folklorne skupine, citrark, harmonikarja in otrok iz vrtca v Ratečah. Zbrane bo zabaval ansambel Poskočni muzikanti. Prav tako jutri, torej v ponedeljek, bo na sporedu tradicionalna kranjskogorska desetka, tek od Kranjske gore do Rateč in nazaj. Tek v organizaciji Turističnega društva Kranjska Gora se bo začel ob 18. Tekmovanje bo potekalo v več posameznih kategorijah, še posebej pa bodo nagrajeni absolutni zmagovalci in zmagovalke. Prijavite se lahko od 16. ure naprej. Sicer pa je nabor prireditev v naši občini zares pester. V torek ob 10:30 bo pohodniški izlet nazaj k izviru. V sredo ob 9. bo pohodniški izlet po zgodovinskih poteh gornikov. Start bo pred Planinskim muzejem v Mojstrani. V četrtek ob 9. sledi pohodniški izlet Skrivnostni kotički potoka Martuljek. Start bo pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori. Ob 16. sledi učna igralnica pekarna Mišmaš v gozdu Martuljku oziroma v hotelu Rute. Uro kasneje ob 17. delavnice za otroke izdelava skodelic, in sicer v Mojstrani na kolesarskem postajališču Sonček. Ob 18. pa sledi še kulinarična pot v Kranjski Gori oziroma Ramada hotel in Sjuc. Pa še ob 20. slovenski večerji v Zgornji Radovni oziroma pri gostilni Psnak, na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori pa se bo četrtek zaključil s koncertom ansambla Zgornje Savci. Tudi v petek bomo začeli aktivno, že ob 9. bo kolesarski izlet s kolesom v objem Jalovca. Start bo pred dvorano Vitranc. Od 15. do 19. bo Kekčeva dežela po svoje. Ob 20. pa sledijo Škerlovi dnevi z gosti, in sicer trg pred cerkvijo v Kranjski Gori. V soboto se bodo že ob 10. dopoldne začele rajže po poteh Triglavskih pravljic. Start leteh bo za pošto v Mojstrani. V Kranjski Gori pa bo med 11. in 18. lokalno oziroma jej lokalno, okušaj globalno. Ta dogodek bo pri jezeru Jasni. Od 15. ure naprej bo še koncert DJ Ervina Kriga, ob 20. pa se bodo Škerlovi dnevi nadaljevali, in sicer pred cerkvijo v Kranjski Gori. Alpski letalski center Lesce, modelarska sekcija, vas vabi na miting malega letalstva letališče Lesce, Bled, in sicer 15.8., torej jutri v ponedeljek ob 10. Nastopili bodo modelarji iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Že v torek se nadaljuje torkova kinoteka v dvorani Kolpara na Jesenicah. Ob 20. bo tokrat na sporedu biografska drama oziroma thriller Sama proti vsem oziroma Žvižgač. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo vse v današnji kroniki tedna. Jutri vam želimo seveda prijeten praznični ponedeljek in lepo nadaljevanje prihajajočega tedna. Ostanite v naši družbi. Srečno!